Spoštovani gostje, dragi nagrajenci, cenjeni člani Združenja za informatiko in telekomunikacije, ACM Slovenija, IKT horizontalne mreže in digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. Dobrodošli na slovesni podelitvi priznanj iz računalništva in informatike. Kok šiba! Če bi ChatGPT vodil prireditve, bi bile vse za polovico krajše. Kje smo zdaj? Hvala vsem, ki ste se odzvali po vabilu in s tem izkazali spoštovanje do dobitnikov priznanj ter prepoznali pomen tega dogodka za razvoj računalništva in informatike v Sloveniji. Naj se najprej iskreno zahvalim vsem podpornikom prireditve, brez katerih ta večer ne bi bil mogoč. Vaša podpora in angažiranost prispevata k razvoju panoge in omogočata priložnosti za izmenjavo in povezovanje. Posebna zahvala gre organizatorjem dogodka, Združenju za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je svojo inicijativo združil moči z ACM Slovenija, IKT horizontalno mrežo in digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenije. Zahvaljujoč vašim prizadevanjem in tesnem sodelovanju se danes zbiramo na tej slovesni podelitvi priznanj. Ta dogodek je izjemen priložnost za priznanje dosežkov in talentov posameznikov, ki so s svojim delom in znanjem pomembno prispevali k napredku računalništva in informatike v naši državi. Prav tako nam ponuja priložnost, da se spomnimo na pomen sodelovanja, izmenjave znanja in medsebojnega spoštovanja, ki so ključni za razvoj naše panoge. Želim vam prijeten večer in iskrene čestitke vsem nagrajencem. Veselimo se vaših bodočih dosežkov in inovacij, ki bodo še naprej bogatile naše življenje in krepije položaj Slovenije v svetu računalništva in informatike. Hvala. Zdaj, vsako reč, ki jo takšen model oblikuje, lahko popravimo. In meni se je zdelo prav, da za začetek take prireditve začnemo tako, kot se spodobi. Tako da smo popravili čas dneva, nismo več zvečer, zdaj smo opoldne, ura je nekaj čez 12 in še slovnico smo rahlo korigirali, kjer je bilo to mogoče. Vse to je ChatGPT opravil z lahkoto. Ampak vsem se mi je zdelo, da lahko od njega zahtevam še več. Ali pa, da ga lahko poskušam pripraviti do česa drugega. Zato prosim, dovolite, da nam malo sprosti ozračje. Jaz tega ne znam povedati tako dobro, kot lahko on napiše, tako da bom prepustil pozornost. Vidim, da pokate od smeha od znotri. Gotovo bo dodala nekaj humorja k nagovoru, ampak jaz sem hotel več. Jaz sem hotel še. Zato sem povrtal naprej. Naslednja šala bo sodelovanje mene in ChatGPT-ja. Zakaj računalniški programerji radi hodijo v supermarket? Ker lahko tam dobijo brezplačne posodobitve za svoje piškotke. Tukaj smo. To je ta raven humorja, s katero upamo, da smo začeli današnjo prireditev in čut ChatGPT vam želi lepo prireditev, navdušuje se pa predvsem, kad vidite na piškotki. In v tem smo si očitno z ljudmi precej podobni. Tudi on je velik oboževalec piškotkov in pravi, da so priljubljena tema in prinašajo smeh na obraze ljudi. Zdaj pa dovolite, da vas pozdravim še sam v svojem imenu. Sem Nik Škrlec in če vprašate ChatGPT, sem okoljski aktivist in politik. Včeraj zvečer sem se prepiral z njim, da sem v resnici igralec, TV voditelj in rekorder v pomnenju, ampak očitno so modeli umetne inteligence bolj trmasti od nas, tako da naj mu bo. Digitalizacija se dogaja povsod in postaja zvest sopotnik človeka na vseh področjih delovanja, zato je še posebej dobro, če razumemo, kako deluje in kako jo lahko spretno uporabimo. Večinoma smo vsi uporabniki tehnologije, ampak v kakšnem svetu pa bi živeli, če bi bilo med nami še več ustvarjalcev le-te, takšnih, ki svojo ustvarjalnostjo krmilijo razvoj, si prilagajajo in krojijo orodja in premikajo meje mogočega. Takšnih, kot danes sedite v dvorani. Takšnih, ki vam kratica RIN ne predstavlja samo velelnika, ko nekomu ne vžge avto in RIN, ampak v računalništvu in informatiki odkrivate zanimive izzive, postajate mojstri informacijsko-komunikacijskih tehnologij in dosegate neverjetne rezultate. Najprej na tekmovanjih, potem pa v karieri in v svetu. Tekmovanj iz računalništva in informatike se je v tem šolskem letu udeležilo 34.670 mladih in danes ste v tej dvorani najboljši med njimi.
tista peščica, ki je s svojim znanjem in sklepanjem pokazala, da izstopa iz povprečja in prav je, da danes zasijete. Dajmo prosim en aplavz za vse nagrajence in nagrajenke v dvorani. Veseli nas, da se vas je danes zbralo toliko. Vidim, da nekateri še vztrajate na nogah, upamo, da boste dobili kakšna mesta, tu pa tam je še kakšno, sicer pa bo stena odlično naslonjalo. Na oder najprej vabim Igorja Zorka, predsednika upravnega odbora Združenja za informatiko in telekomunikacije ter podpredsednika Gospodarske zbornice Slovenije. Dobrodošli. Ter Andreja Brodnika, predsednika komisije za tekmovanja pri ACM Slovenije, kar pomeni Association for Computing Machinery Slovenije. Pozdravite jo na odru, prosim. Vsak od vaju nas bo še pozdravil na začetku, vmes na koncu in z nami podeljeval priznanja. Hvala, da sta tu. Mogoče bi vseeno na začetku začeli z vprašanji. Zakaj se vama zdi? Zdaj me gledate, kot da je kviz. Ni pravih napačnih odgovorov. Počutva se kot ChatGPT. To pa je dobra vzporednica. Zakaj se vama zdi, da je današnji dogodek pomemben? Ja, mogoče, evo, jaz imam tremo, tako da to pomembni bodoči računalničari, tudi znanstveniki, ne, pa tudi tisti, s katerimi boste delili pravzaprav prihodno življenje. Tako da jaz bi mogoče v imenu Združenja za informatiko in računalnično informatiko vas vse lepo pozdravil. Mi nastopamo v imenu približno 300 slovenskih IT podjetij, tako da vsi bi se vam zahvalil za to, da ste nastopili na tem tekmovanju, da ste uspešni pri teh stvareh in je to za nas izredno pomembno. Zakaj je to toliko pomembno? Zato, ker osveščate, širite ta glas, da je računalništvo, informatika in logika pomembna. S tem ste tudi ustvarjate pravzaprav cel ekosistem bodočih naših sodelavcev in sodelavk in pa predvsem si želimo, da te stvari delamo skupaj po pameti. Ne pravzaprav, da gledamo samo biznis, ne da gledamo samo ljudi, ampak gledamo pravzaprav to Slovenijo, ki bo rasla in ki bo pravzaprav jedro, po mojem mnenju in po mnenju nas, prihodnosti tudi tega digitalnega razvoja. Najlepša hvala. Gospod Brodnik, če morda preizkusimo še vašo sintezo naravnega govora. A vas lahko vprašam, kako to, da ste se odločili za sodelovanje društva oziroma združenja ACM ter ZID? Hvala lepa za vprašanje. Lep sladoled. Jaz bi odgovoril majčkeno drugače. Tisto, kar je Igor povedal, vse velja. Na koncu koncev, jaz mislim, da se gospodarstvo v tem trenutku obnaša, temu se reče družbeno odgovorno, ker s tem, ko je pač povabilo nas, oziroma vas, ki ste tukaj predstavniki vseh tistih 34 000, pa koliko še zraven? 670. Nekaj takega, ne. To se pravi, vseh tistih tekmovalcev, vseh tistih mladih, ki ste tekmovali v tem šolskem letu, v tem letu, da ste povabljeni, so nam dali priznanje in možnost nadaljnega dela na tem prekrasnem področju računalništva in informatike. To po moje je tudi en od bolj pomembnih elementov za ta dogodek, ki ga imamo danes tukaj. Definitivno. Kako je prišlo do sodelovanja med ACM in ZID? Aha. Okay. Vsi dogodki, ki jih organiziramo pri ACM Slovenija, so, kot veste, brezplačni za vas. Na tem se zelo trudimo, da bi to dosegli in še naprej, da bi tako veljalo. Vsi dogodki, ki jih pripravljamo za vas, vključujejo delo neskončnih števila članov programskih svetov, ki pripravljajo naloge za vas, ki pripravljajo učbenike za vas, ki pripravljajo gradiva za vas, ki pripravljajo tekmovanje za vas. In takrat, ko je tekmovanje, kdo je dobil sladoled na zadnjem tekmovanju? Roke gor. Ja, no, nekih je pa le roka, ne. Kdo je dobil sendvič na zadnjem tekmovanju? No, vse te stvari, ki zadevajo teh bolj materialnih stvari, da tudi vam naredimo tista tekmovanja bolj prijazna, pridem jaz pol k Igorju pa rečem, čuj, Igor, a imaš ti kakšen, malo za pomaga, da bomo mi tekmovanje izvedli? In potem Igor pravi... Ja, seveda. Super. Govorili smo že o tekmovanjih, omenjata jih
Vemo, da danes slavimo uspehe tekmovalcev, tekmovalk, a nam lahko izdata pa, kdo sestavlja naloge za njih? Ali je to skrbno varovana skrivnost? Ne, ta skrivnost ni skrbno varovana, ampak to vprašanje je rekel Nik, da ga se moram pripraviti. No, drži, Igor. Namreč moram našteti vse No, in zato tako občudujemo to delo mentorjev in vse ostale. Vseeno mikrofon, ali jaz držim mikrofon mogoče? A ne, kaj pomagam? Ja, pomaga, sem da jaz najdem to prav konc, kje se to začne. Uganka bo, ne? Igor, ne, Nik drži tole. Oj! Igor, pridi sem. Ti pa tle drži. Hvala vsem predsednikom programskih svetov, tukaj jih imamo vse današnje z nami, so članom programskih svetov, ki pripravljajo naloge. Vsako leto pripravijo tam reda velikosti 500 nalog za vse vas, od osnovne šole do univerze. Hvala jim za vse rešitve, ki jih pripravljajo za vas, zato da lahko drugo leto, ko pridete, lahko naloge vse pogledate in imate vse naloge tudi rešene in razložene, zakaj so to. Hvala jim res za vse to delo. Poleg tega pa programski sveti sami po sebi niso dovolj, ker ta tekmovanja se nekje dogajajo. In najprej bi rad se zahvalil vsem trem matičnim fakultetam, v Mariboru, Univerze v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo in informatiko, kolega Kolmanič je tukaj, potem iz Ljubljane Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, kolega Žitnik je tukaj, in potem še Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije z Univerze na Primorskem, Nino Vlašič je tukaj. Poleg teh treh matičnih fakultet nam pomagajo še Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, je kolega Konvalinka tukaj, in poleg tega pa še dva, ki sta se upravičila oziroma sta prosila, da jih upravičimo, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut Jožef Stefan. En velik aplavz vsem tem članom programskih svetov in fakultetam. Hvala. A sem odgovoril? Definitivno, definitivno. Hvala. Jaz bi sam še eno stvar poudaril, da je to pravzaprav ena zgodba širšega okolja, ne, evropskega, ne samo slovenskega, tako da morate vedeti, da pravzaprav je to nekaj, kar se dogaja v večjih državah in zato še dodatna hvala, da tudi to sodelovanje in vključevanje v te mednarodne procese podpira ACM. Glede na to, da je literatura zdaj v žepu, obstaja pa še kak pomemben člen tekmovanj, brez katerega jih ne bi mogli speljati? Brez dvoma, tekmovalci. Ampak poleg tekmovalcev je še nekdo. Poleg tekmovalcev so tisti, ki navdušujejo te tekmovalce, so tisti, ki tekmovalcem sploh razložijo, da obstaja računalništvo in informatika. So tisti, ki tekmovalce v popoldnevih pripravljajo na tekmovanja in to so, velika jim hvala, mentorji. Odlično. Potem pa mislim, da je prav, da začnemo pri njih. Gospod Zorko, najlepša hvala vam za prisotnost in pozdrav. Gospod Brodnik, vas bom prosil pa, da ostanete še malo z mano, če lahko. Namreč nadaljujemo s podelitvijo nagrad mentorjem in mentoricam. Dragi mentori, spoštovane mentorice, prve nagrade dneva so posebne zato, ker so za vas. Tekmovalci in tekmovalke, če bi lahko samo z enim aplavzom povedali, pokazali, kako dragoceni so vaši mentori, kako bi zvenel ta aplavz. Moj decibelmeter interni zdaj predvideva, da je tukaj nekaj tekmovalcev, tekmovalk, nekaj pa tudi drugih. Tako da vsi, ki so ploskali, vidni, da so ploskali iz srca. Zato nadaljujemo s podelitvijo za mentorja in mentorice. Vsak mentor je pomemben košček mozaika in veseli smo, da ste z nami. Danes podeljujemo nekaterim nagrade za še posebej zagnano, ustvarjalno in srčno delo. Komisijo za nagrade mentorjem so sestavljali doktorica Irena Nančovska-Šerbec, predsednica komisije za izbor najmentor tekmovanja ACM Slovenija, magister Matija Lokar, predsednik programskega sveta tekmovanja ACM Pišek in Špela Cerar, predsednica programskega sveta tekmovanja ACM Bober. Na oder vabim magistra Matijo Lokarja, predsednika programskega sveta tekmovanja ACM Pišek, da z nami deli utemeljitev komisije. To je resna zadeva, ne? Človek mora imeti list, potem ugotovi, da je doma pozabil očala, tako da mogo kar na pamet govoriti. Torej, kot je že Andrej prej omenil, mentorji in mentorice predstavljate en
zelo, zelo pomemben košček v tem celotnem mozaiku računalniških tekmovanj. Vi ste tisti, ki poskrbite, da na začetku vzpostavite tisto iskrico zanimanja za računalništvo, zanimanja za tekmovanja, zanimanja za recimo pač programiranje in potem, kar je zelo, zelo pomembno, skrbite, da ta iskrica ne ugasne. In zaradi tega smo imeli v sklopu komisije izjemno težko recimo pač delo. Ne? Kdo pravzaprav sploh je najmentor? Kako naj ga izberemo? Ne? Kaj pravzaprav pomeni najmentor, mentorica? A je to dejansko tista, katerega tekmovalci, učenci, dijaki na tekmovanjih dosegajo najboljša mesta? A je to tista oseba, pri kateri, ki pripelje največ učencev? In še bi lahko recimo pač našteval. A je mogoče to recimo pač tisti, ki je Janeska, ki reče, da on pa res ne bi tekmoval, po enih 2-3 letih le prepriča, da poskus pa ugotovi, kako ga to dejansko recimo pač zanima. Torej, cel kup recimo pač zadev, tako da ja, pravzaprav je nemogoče določiti, kdo je recimo pač mentor. Ja, ampak stvar je v tem, ne, komisija žal ima tudi svoje šefe, ne, in potem so ti šefi rekli, ja, ne, ni važen, a je težko, vi morate izbrati 3 najmentorje, pa delajte, kar hočete. No, in smo se potem usedeli, premlevali, kombinirali, gledali recimo pač spiske in se odločili. Zdaj, zakaj točno za te 3? Po moje bi okrog tega največ vedel povedati Nobelov nagrajenec za literaturo izpred parih let, Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind. Ampak dejansko, no, več ali manj v luči predstavnikov najmentorjev, ker dejansko, vsaj za mene osebno ste najmentorji vsi, zagotovo pa vsaj tisti, ki ste tukaj. Smo se pač odločili, da kot predstavnike najmentorjev za tekmovanja ASEM v letu 2022 izberemo naslednje 3. Če v nadaljevanju zaslišite svoje ime, torej lepo vabljeni po nagrado in po zasluženi aplavz. Nagrado najmentor letos dobijo Primož Umek iz osnovne šole Orehek Kranj. Čestitke. Nagrada in priznanje zaslužene v roke gospodu Umeku. Naslednji mentor, ki prejme to priznanje, je Aleš Drinovec iz osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja Ljubljana. Gospod Umek, ja, vi pa še počakajte na odru. Čestitke, gospod Drinovec. Druga nagrada od 3 in vsak čas bomo dopolnili še 3. Ta gre v roke nekomu iz gimnazije Vič, to je Marina Trošt. Iskrene čestitke, gospa Trošt. To so naši letošnji najmentori, ki se jim še enkrat zahvaljujemo in jim želimo dobro in zagnano delo še naprej. Zdaj pa jih bomo prosili še za trenutek poziranja. Lahko stopite malo naprej, da ne boste imeli projekcije čez glavo. Samo malo bolj naprej. Odlično, pa naredimo eno skupinsko fotografijo. Aplavz je odlična podlaga za fotko, ker se čuti na njej. Hvala. Najlepša hvala. Hvala tudi obema podeljevalcema. Mentori so izjemno dragoceni, ampak tako kot je gospod Brodnik na začetku rekel, brez vaših možganov pravzaprav ne gre. Ampak kako dobro pa jih poznate, svoje možgane, svoje misli. Človeški možgani naj bi zavzemali, tehtali nekje od 1100 do 1400 gramov tkiva. Dobro, v delikatesi 140 dek, pa ne bi v sendvič, prosim. Naši možgani zavzemajo 2% naše telesne mase, porabijo pa nekje do 25% energije celotnega organizma. To je približno 500 kilokalorij. To sta 2 Big Maca.
Mami, Nik Škrlec je rekel, da če hočem biti pameten, moram na dan pojesti 2 Big Maca. Nisem tega rekel. Rekel sem 500 kilokalorij, to je lahko karkoli. 5 jabolk, 5 banan, 1,5 kila brokolija recimo. Aha, Miha, si slišal? Nik Škrlec je rekel, da moraš na dan pojesti 1,5 kila brokolija. Sovražim te, Nik Škrlec. Naši možgani so neverjetni, zato ker delujejo kakorkoli že. Porabijo pa teh 500 kilokalorij in mimogrede, žal tukaj fitness logika zataji. Naši možgani za njihovo osnovno delovanje vedno porabijo 500 kilokalorij, ne glede na to, ali si razbijamo glavo s teorijo kvantnega polja ali pa, če gledamo našo najljubšo serijo, za katero nas je ponavadi sram priznati, da jo gledamo. 500 kilokalorij. To porabijo njihovi osnovni gradniki. Naše možgane sestavlja, to so zdaj najnovejši izračuni, 86 milijard nevronov. To je kar velik. Ampak to ni vse. Vsak od teh nevronov potem z drugimi tvori povezave, kar nanese ogromno povezav. To je pa sploh ne vem, kako bi vam... To je biljon povezav, ne, to je 100 biljonov povezav v naših možganih. To je vsega to je milijon milijard. To je sploh ne vem kako, to je tako, to je res ogromno. To je še več kot 100. A ni naše življenje ful bolj preprosto, ker si tok majhen, da je edino tvoje merilo ogromnega 100? Ne, nimaš več frnikul, kaj jaz jih imam 100. A ja? Kako pa ti prešteješ do 100? Ja, kaj, kako simpel? Ja, dej preštej pol. Kaj, zdaj? Ja, zdaj, ajde, dej preštej do 100. Ja, dobro, no, sej bom. 1, 2, 3, 100, več kot 100, ful več kot 100, največ in toliko vam jaz zmeri večkrat kot ti, pusto je moje. Se ponavadi končajo te debate. Naši možgani so neverjetni. Ampak v resnici, kakorkoli jih že obrnemo, velikokrat od njih pričakujemo ali pa zahtevamo preveč. Najbrž so naši možgani najbolj zapleten organ našega telesa. Ampak niso bili narejeni za to, da bi vse hranili informacije, opravke, faktografijo, ravno nasprotno. Naši možgani so neverjetni v vseh ostalih stvareh, ki jih počnejo. Ohranjajo nas žive, čustvujejo, asociirajo, razmišljajo, predvidevajo, ustvarjajo, pa tudi dramatizirajo, frustrirajo, pretiravajo. Ampak to je del tega paketa. No, preden sem začel delati tale govor o njih, pa sem se vseeno hotel prepričati, če jih sploh imam. Ker priznajmo si, ljudje najraje pametujemo o stvareh, o katerih nimamo pojma. Še več, izkaže se, da manj kot imaš pojma, raje pametuješ. Temu se prav strokovno reče Dunning-Krugerjev učinek. Dunning-Krugerjev učinek pomeni, da bo oseba z manj znanja v določeni temi precenila svojo podkovanost in zelo glasno in jasno izražala svoj prav kot edino resnico, dejanski strokovnjaki pa bodo podcenili svoje znanje in ga izražali zadržano in z dvomom. Na kratko, neumni so glasni, pametni so tiho. Še krajše, internet. Internet je edino mesto, kjer so mene osebno že proglasili za robota. En nadebudni komentator pod enim videom, pod katerim pod vodo sestavljam Rubikovo kocko, je v vsej resnosti, zato ker ni bilo nobenega caps locka, nobenih emojijev, nič, napisal, da sem zagotovo križanec med humanoidom in vodno opico. Po kakšni logiki? To je popolno nerazumevanje biologije, mehanike, genetike, pa tudi Rubikove kocke. Roboti, v redu, lahko Rubikovo kocko sestavljajo veliko spretneje od nas in dajmo ta del o naših možganih zaključiti z eno predstavitvijo programskih možganov. Tule imam enega tazga predstavnika, no ja, ne moramo mu ravno reči, opala, robot, lahko mu pa rečemo program, ki pravi, ki trdi, da Rubikovo kocko sestavi hitreje od nas. Zdaj pa, če bo vse delovalo in ker je to tehnika, vemo, da mogoče ne bo, bomo videli, kaj to pravzaprav pomeni. Takole in takole. Ljudje Rubikovo kocko sestavljamo relativno hitro. Svetovni rekord za sestavljeno Rubikovo kocko je manj kot 3 sekunde.
Pred 20 leti na začetku tekmovanj Rubikove kocke je bil svetovni rekord za sestavljeno Rubikovo kocko 20 minut. Torej vidite, kako velika je ta razlika med sestavljeno Rubikovo kocko v preteklosti in danes. Vse to je povezano z napredkom področja, z napredkom opreme in z delujočo opremo. Evo ga, takole. Budanje. Zdaj pa poglejmo, koliko časa in kako se program loti sestavljanja Rubikove kocke. Kdor sestavlja Rubikovo ve, da načeloma ljudje kocko sestavljamo po korakih s pomočjo različnih algoritmov, postopkov. No, če lahko zračunaš najkrajšo pot, je to veliko bolj zabavno. Najprej jo dajmo še malo premešati. To, vsaj program trdi, je naključno zmešana kocka. Zdaj pa poglejmo, kako hitro jo sestavi. To je to. Si je zaslužil aplauz. A vidite, Chat GPT tega ni dobil, pa bi si upal trditi, da je pametnejši od tega programčka, ampak to je bil aplauz za pisavca programa, hvala. To je edina prireditev, kjer nekdo pomisli na to. In res je. Ampak, kot vsak program, to vejo tudi vsi snovalci programov, ima tudi tale svoje šibke točke. Začnimo s podelitvijo in prvim dobitnikom priznanj zastavim en poseben izziv, ki bo pokazal na šibko točko tega programa. Oziroma, natančneje, te naprave, da me ne boste držali za besedo. Najprej je na vrsti nagrada Bober. To bo podeljevala Špela Cerar, predsednica programskega sveta, ki jo lepo vabim na oder. Najprej bo nekaj povedala o samem tekmovanju, potem pa razglasimo najboljše. Pridružuje se ji še gospod Igor Zorko. Pozdravite jo na odru, prosim. Lep pozdrav še v mojem imenu. Tekmovanje Bober je letos bilo kar številčno obiskano. Na šolskem tekmovanju smo imeli več kot 30 000 tekmovalcev. Tako da, bravo. Odlično. Za kar gre zelo velika zahvala tudi mentorjem, pa tudi vsem tistim, ki ste se opomogumali, pa ste šli tekmovati. Dejansko moram reči, da smo bili na 5. mestu na svetu, kar se tiče odstotka tekmovalcev med osnovnošolsko in srednješolsko populacijo. Tako da, bravo vam. Na državno tekmovanje smo potem povabili 250 tekmovalcev in danes ste z nami večinoma skoraj vsi tisti, ki ste dobili zlata priznanja, tako da vi ste v resnici tisti najboljši tekmovalci na Bobru v letošnjem šolskem letu in z moje strani vse čestitke. Lahko sprožim boben? Lahko? Ja, ne, ker ste me pogledali, je to torej vse od utemeljitve? Je, najlepša hvala. Ne, zdaj je čas za razglasitev. Posebno nagrado najboljših v tekmovanju Bober dobijo. Kličemo vas po vrsti, prosimo, da pridete gor, se postavite tule in potem tudi počakate za skupno fotografijo. Prva nagrada Bober gre v roke, dobijo Anže Markovčič iz gimnazije Bežigrad. Iz prvega letnika zasedel je prvo mesto. Čestitke, Anže. Naslednji, ki ga vabimo na oder, je Jaša Verovnik iz gimnazije Vič, Ljubljana. Z drugega letnika osvojuje prvo mesto. Čestitke. Naslednji je Peter Potnik iz šolskega centra Celje, gimnazija Lava, drugi letnik, prvo mesto. Za njim prihaja Val Bajc iz Zavoda svetega Frančiška Saleškega, gimnazija Želimlje, tretji letnik, prvo mesto. Čestitke, Val. Potem na oder prihaja Lenart Dolinar iz gimnazije Bežigrad, Ljubljana, četrti letnik, prvo mesto.
Zdaj na oder vabim Jerneja Tehovnika iz osnovne šole Dobrova iz Ljubljane, 6. razred, 1. mesto. Čestitke, Jernej. Tu je tudi Lovro Arh iz osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja, 7. razred, 1. mesto. Čestitke, Lovro. Morda stopite še malo bolj sem, pa naredite polkrog, da bo prostor za vse. Odlično. Naslednji na oder prihaja Žan Mesarič iz osnovne šole Beltinci, 8. razred, 1. mesto. Potem pa je tu še Primož Markovčič iz osnovne šole Milana Šušteršiča Ljubljana, 9. razred, 1. osvojeno mesto. Iskrene čestitke vsem, a stopite še malo naprej, da dobite pravo pozornost in pravi prostor. Predlagam Rahu pa v krog, odlično. Sej vidim, da ovladate pi tudi v teoriji, v praksi, pardon. Lahko greste celo pod odor, ja? Aha, torej se razdelimo v 2 vrsti. To je pa zdaj koordinacijska uganka. Logistika, tudi programiranje. Dajmo še en aplavz za vse prejemnike priznanja Bober. Zdaj pa, preden odidete, a je tu kdo, ki bi si upal izzvati najhitrejšega sestavljalca Rubikove v tem prostoru trenutno? A je kdo tak med vami? Ja? O, dobro, dobro, dobro. Če sem si prav zapomnil, Žan, odlično. Samo da se še enkrat ogreje. Tekmovanje v Rubikovi izgleda tako, da 2 tekmovalca tekmujeta v enako zmešani Rubikovi kocki. Zdaj bomo si prvoščili tole napravco in v bistvu pokazali šibkost njene zasnove, ne tog programa. Žan, pazi. Jaz bom to kocko razmešal čisto identično, tako da ne bo nobene pristranskosti. A ti sicer znaš sestaviti kocko? Super, tudi če je ne bi, mislim, da bi ti šlo zelo dobro, pazi. Takole bomo naredili in takole. Ok, na 3-4 zdaj se zaženeta, ne prehitevati. Alej, iz samega strahu se je kar odjavil, kar disconnectov se je. Se bo. Kakšni pa so, imamo kakšen mikrofon? Imamo. Kakšni pa so sicer tvoji časi sestavljanja Rubikove, če jo sestavljaš tako normalno? 30 sekund, 35 sekund. Wow, čestitke! Evo, še sekundo mu damo, sicer pa se poslovimo od njega, ampak mislim, da bo izkoristil to priložnost za zadnji preizkus. Tako, ne? Sploh zdaj, ko imamo toliko kamer tukaj, glej. To je dogodek, ki ga bo treba dokumentirati. Ja, evo, se je zbudil. Aha, zbudil se je in hoče nekaj sestavljati po svoje. Ne bom mu dovolil. Kdor pravi, da programi nimajo svoje volje, se moti. Evo, še enkrat enako razmešana kocka. Takole. 3, 4, sam daj dvigam, da bomo videli, da ni goljufanja. 3, 4, zdaj. Bravo! Glejte to. Čestitke. Žan in čestitke vsem še enkrat, iskrene čestitke. Lahko se usedete, hvala, da ste prišli. Ja, kot ste videli, pa zobci na tele napravi ne omogočajo premikov zgornje ploskve in to je njena šibkost. Hvala vsem še enkrat. Naslednje tekmovanje je na nek način tudi povezano z Rubikovo kocko, ampak predvsem s tem, kako jo sestavljamo ljudje. Človeška roka kocke skoraj ne more sestaviti brez poznavanja specifičnih algoritmov, torej postopkov reševanja kocke, vsaj tako jim rečemo v žargonu kockarjev. V računalništvu je to nekaj čisto drugega, več bodo gotovo vedeli vsi tekmovalci, ki so tekmovali v RTK. Na oder prihaja dr. Janez Brank, predsednik tekmovalne komisije. Pozdravite ga med nami. Najprej bo povedal več o tekmovanju. Hvala.
Ja, torej RTK je pač naše srednješolsko tekmovanje v znanju računalništva. Poudarek je predvsem na spodbujanju razmišljanja o algoritmih in podatkovnih strukturah, se pravi osnovanja teh pristopov za reševanje problemov in pač se delamo pač pa tudi na njihovi implementaciji, tako da pač tekmovanje poteka v več težavnostnih skupinah. V najtežjih imamo avtomatsko ocenjevanje, ker pač ljudje oddajo svoje programe ocenjevalnemu računalniku in se tam avtomatsko preverijo, v lažjih skupinah pa pač mi ročno pregledamo in ocenimo njihove odgovore. Tako da pač ponovadi sodeluje tam kakšnih 200 do 300 dijakov na šolskem nivoju in potem kakšnih 120 recimo na državnem, tako da to je potem pač tudi odskočna deska za srednjeevropske računalniške olimpijade in take zadeve. Tako da to je v teh naših ACM-ovih tekmovanj v bistvu tisto, s katerim se še skoraj najdalj časa ukvarjamo. Odlično, hvala. Poznamo kontekst, zdaj pa spoznajmo še nagrajence. Posebno nagrado najboljših v tekmovanju RTK dobijo Tristan Zore iz šolskega centra Novo mesto, srednje elektrošole in tehnične gimnazije, skupina 1. Čestitke, Tristan. Rok Perko iz Vegove, Ljubljane, RTK skupina 2. Čestitke, Rok. Še gospod Zorko se je pridružil podeljevanju priznanj, hvala. Naslednji nagrajenec, dobitnik posebne nagrade najboljših je Jakob Žorž iz Zavoda za računalniško izobraževanje Ljubljana, RTK skupina 3. Čestitke, Jakob. Potem pa je tu še Žan Gomboc iz Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota, RTK izdelava spletnih aplikacij. Čestitke, Žan. Aha, še ena vrečka ti pripada. Spet vas prosim, da lahko celo skupaj s podeljevalcema stopite malo bolj naprej. Dobili boste po mojem, ker se boste postavili, tak občutek imam, še en aplavz. Glejte, a vidite? Aha, še majhen. Zdaj pa popravek kompozicije. Odlično, ko dobimo znak, fotografijo imamo, še malo vas prosim, da ostanete tule gor, če lahko. Veste kaj, za vas imam še en poseben izziv. Tule v zaodrju imam, Roberta, lahko skočiš po en model človeških možganov. Prej sem govoril o tem, kako dobro poznate možgane, vi pa vem, da ste zelo vešči svojih misli. Prej smo gledali sestavljanje Rubikove kocke, ampak vemo, da se nam v življenju velikokrat zgodi tudi to, da se nam možgani razmešajo. Kako pa bi vi sestavili možgane? To je naloga za vse skupaj, torej za vse 4 in za razmešane možgane. Tule jih bom postavil. Ta naloga, dragi gledalci, dragi gledalke, ni toliko enostavna, kot se zdi. V resnici je težja, kot sestavljanje Rubikove kocke. Evo, dragi nagrajenci, znajte se. Dajmo en aplavz. Če ste za, seveda. Poskuste, dajte vse od sebe. Čas se izteka. Sicer nismo omejeni. Bomo pa videli, kako se znajdete z anatomijo. Da vidimo, kako se bodo tega postopka lotili. Imamo še kakšen mikrofon. Tule sem našel enega rumenega. Aha, tam je pa še en zelen. Koliko sladoledov? Hvala. Kako gre? Kaj tuhtate? Ha, še mikrofon prižgem? Pa videnje me. Ha, kako je tebi imel, prosti? Jakob. Jakob, povej, kaj je logika? Ne vem, razmišljanje. Aha, logika je razmišljanje, v redu, ja vidim, da vam gre v resnici zelo dobro. To neč ne gre skup. Tako se tudi jaz velikrat počutim, ja. To neč ne gre skup. Lahko tako, tile dve spodnji polobli, tako, lejte. Žal ne vidite, kaj se dogaja, ampak tole gre bliskovito hitro. A bi rekli, da je tukaj v igri kak algoritem, ali se lotujete tega naslepo? Brute force. Brute force. In z brute forceom jim je to suvereno uspelo. A lahko še dvigneš možgane? Čakaj, se si ga dal prav, samo... Tako, daj prosim zmagoslavno dvigeno zrak. Čestitke, fantje, lahko jih daš nazaj noter. Tako in jih pustiš na mizi. Hvala vam, iskrene čestitke še enkrat.
Kakršen koli izziv vam zastavimo, se v njem znajdete. Se ne vemo, kaj bi. Hvala. Mi pa nadaljujemo naprej. Jaz pa zato potrebujem svojega pomočnika, ki pa je neznano kje. Hvala. To je bilo reševanje problemov 101. Veseli smo, da ste danes tu z nami iz cele Slovenije. To je bilo očitno že pri tem, ko smo poslušali, odkot prihajate, iz katerih šol. In jaz sem šele med korono dojel, kako velika je Slovenija v resnici. Ko so bile zaprte občinske meje, je bil že izlet do lokalnega parka posebna odprava. In tudi v času epidemije je digitalizacija odigrala pomembno vlogo. Najprej seveda v družbi, potem pa tudi osebno, doma. Jaz sem se na primer naučil osnove programiranja v Pythonu in naredil sem si iz čistega dolgčasa program za ponavljanje decimalk števila pi. Tule je, zato da mi boste verjeli, lahko ga preučite, deluje in z njim sem ponavljal decimalke. Ampak pi kot tak je zame osebno preizkus spomina. In super je, šiba v neskončnost, v nedogled se lahko učiš decimalke, odličen trening je, sam čez čas pa postane kar dolgočasno. To sem zares dojel po 10 letih. Nekje med korono me je prav udarilo, nisem več mogel naprej. Pija sem imel dovolj, enostavno začenjalo se mi je mešati od vseh teh decimalk, tako da sem moral preprosto pustiti vse te številke in sem se začel učiti poštne. Ker to je pa čist drug žur. Naredil sem si tudi en Python program za ponavljanje poštnih številk, veliko bolj zabavno, ker pri poštnih številkah imaš pa zraven še ime kraja, lahko ga poguglaš, pogledaš, kje je. Med korono sem imel občutek, da potujem po celi Sloveniji. Sam še von po poli salami je manjkal, pa bi bil na šolski ekskurziji. In odkril sem, da so poštne številke neverjetne tudi zato, ker so ene redkih, ki jih ljudje dejansko vemo zase. Bančna številka nikakor, davčna številka ni šans, že telefonske številke so vprašljive. Poštne številke vemo pa vsi. Pa dajmo zdaj to preveriti. To je pa zdaj nočna mora vsakega gledalca. Ne ga gledati v oči, ne ga gledati v oči. Ne ga gledati v oči, pa ne se premika, on je kot gorila, če ga pogledaš v oči, pa če se premakneš, te napade. Dajem vam častno igralsko besedo, da se ne bom spravljal na vas. Sam povedali boste ime vaše pošte, ko upam, da jo poznate, jaz bom pa poskušal v svojem spominu poiskati to poštno številko in če je bila prava, če ta program v moji glavi zdaj deluje, potem boste vi rekli ja, če je napačna, mi rečete ne, pa bom poskušal še enkrat pogledati algoritem in se popraviti. Ok, a imate kakšno poštno številko v glavi, tule? Šentjanž, kater, ker en je? Odlično, ne Šentjanž pri Dravogradu. Ne, ta Šentjanž pri občini Sevnica je 8297. Hvala. Ok, dajmo še kakšno. Ker jaz sem v resnici iz Posavja, lahko bi kdo sklepal, da ste, nisva se dogovorila za to, ne? Ok, evo, tule je bil še en. Dobrova. Aha, odlično. 1356. Ja, ok. Namreč sam Pohov Gradec je pa 1355. Ok, dobro. Potem je še 1357 je pa neki Gorice, ne? Ja, notranje Gorice. Yes, ok, dajmo še kakšno, tam vzadi. Dobravlje. Zelo blizu kot Dobrova, ampak v geometriji, pa ne v geometriji, v geografiji pa čist drugje. Dobravlje 5263. Yes, ok. Dajmo, ajde, še ene dve, da ne bomo tle do jutra. Hvala. To so pa te navijači, hvala. Zdaj, Ljubljana 1000, Ljubljana poštni predali 1001, Ljubljana Šentvid 1210, Ljubljana Šmartno 1211, Ljubljana Črnuče 1231, Ljubljana Polje 1260, Ljubljana Dobrunje 1261. Ok, tok. Ajde, zadnja, tam najbolj navdušena roka. A ste googlali tole zdajle? A ja ne, ok, ker sem videl nek pogled dol. Zgornja Ložnica. Tole bom pa malo reskiral, to bo pa zdaj tveganje. Reskiral bom. Jaz bi rekel, da je 2316. Yes, dober, ok, dovolj. Treba je nehati takrat, ko gre. Jaz bi sicer z veseljem nadaljeval, imam kar nekaj nečakov doma, ki jih hočem uspavati in govorim poštne številke po abecedi. Ko pridem do basov, vsi že koma. Da bi jih lahko nesel domov, po voltu bi jih poslal, kamorkoli, ni pomembno. Ampak vse, gremo raje naprej z današnjo podelitvijo oziroma s prireditvijo.
Poštne številke so super tudi zato, ker so zelo preprosta gmota številk in zelo hitro se jih naučiš na pamet, sploh če prej znaš neki 1000 decimalk števila pi. Ker itak se vse poštne številke pojavijo nekje v piju. Tako da moje delo ni bilo preveč težko. Zdaj pa iz Python skript in za ponavljanje poštnih številk preidemo na bolj zapletene izzive in dejanske trde orehe, ki ste se jih lotili ekipno. Nagrado tekmovalcem UPM, bo podelil dr. Tomaž Hočevar, predsednik programskega sveta, ki ga prosim, da se nam pridruži na odru in pove več o tekmovanju. Pozdravimo ga z aplavzom. Ja, lepo pozdravljeni, tudi z moje strani. Zdaj tekmovanje UPM, najprej kaj pomeni? Gre za univerzitetni programerski maraton, zdaj tukaj ste večinoma malo mlajši, tako da mogoče malo več informacij o tem. Se pravi, namenjeno je, gre za univerzitetni nivo ACM tekmovanj in sicer za ekipno tekmovanje. Se pravi, ni več individualno, potrudimo se sestaviti dosti težke naloge, da zahtevajo 3-članske ekipe. Poleg tega pa se te naloge rešuje samo na enem računalniku, tako da upeljemo še en aspekt tega ekipnega dela, planiranja in tako naprej. Zdaj, namenjeno je načeloma študentom, vabljeni ste pa tudi vsi ostali, se pravi, nemalokrat tudi dijaške ekipe krojijo sam vrh, tako da tisti, ki ste dijaki, ste vabljeni, da se nam pridružite. Dobrodošli so tudi profesionalci iz industrije, če bi rad kdo preveril, kako je uspešen v primerjavi s študenti, so tudi vabljeni. Zdaj za osnovnošolce pa mogoče še malo prezgodaj, ampak čez par let pa upam, da se nam tudi vi pridružite. V okviru tega tekmovanja zbiramo tudi ekipe, ki predstavljajo potem svoje univerze naprej na nadaljnjih tekmovanjih in sicer na tekmovanju ICPC, International Collegiate Programming Contest, ki velja nekako za najbolj prestižno tekmovanje univerzitetno na področju računalništva že zelo dolgo zgodovino. In sicer v okviru UPM-ja zberemo tudi ekipe, ki potem predstavljajo svoje univerze na srednjeevropskem nivoju in mogoče nekoč tudi na svetovnem finalu. Ja. Odlično, najlepša hvala. Prosim, da se vam pridruži še gospod Zorko. Posebno nagrado najboljših v tekmovanju UPM dobijo Job Petrovčič iz Univerze v Ljubljani, ki prihaja na oder. Potem pa Benjamin Bajt iz Univerze v Ljubljani, ki prihaja na oder. In še tretji član ekipe, Domen Hočevar iz Univerze v Ljubljani, ki prav tako prihaja na oder. Trije so dobitniki posebne nagrade najboljših v tekmovanju UPM. Uigrani, pripravljeni in na mestu. Naredimo še eno skupinsko fotografijo, prosim, podeljevalca in vas, da stopite še malenkost bolj naprej, če lahko, da se tudi odlepite od ozadja, še eno pravilo kompozicije. In z aplavzom v ozadju pospremimo še zadnje 3 nagrajence današnje podelitve. Čestitke, najlepša hvala. Fantje, tudi za vas imam en izziv. Sicer ne bi bilo pošteno do vseh ostalih, ki so prišli pred vami. Vsaka reč se zgodi z napredkom in napredek se velikokrat dogaja v skupini, pa z raziskovanjem na ramenih velikanov. Ekipa pred vami je sestavila možgane. Jaz bom zdaj vašo prosil, da se loti izziva, ki je individualno skoraj nemogoč, skupinsko pa po mojem izvedljiv v 2 minutah. Tale mikrofon si bom še sposodil. Kaj sicer radi počnete v prostem času? Lahko vsak izmed vas pove malenkost. Matematika. Matematika? Programiranje. Programiranje? Hodim v fitness. In fitness. Ok, odlično. Mislim, da je prav ta kombinacija 3 aktivnosti najboljša možna za naslednji izziv. Tule imam en zelo preprost rekvizit, ki ga pozna vsak izmed vas, sem prepričan. To je kolo, ni tako preprost. To je kolo, navadno kolo, ki ga lahko pelješ tako, kot se pelje vsaka druga kolesa, ne? Ok, to kolo ima eno specifično lastnost, da ko krmilo obrneš v eno stran, guma zavije v drugo. Zaradi tega je tako rečeno, preprosto rečeno, zagaman. Vaša naloga je, da ga skupaj
na nek način pretentate ali pa pogruntate in naredite vsaj premik do tule. Ker vam to uspe, vam mi zaploskamo, kričimo, skačemo v zrak, do takrat se vam pa malo smejimo. Ok, poskuste. Dajmo in zaploskati najprej za pogum. To je zdaj ekipno reševanje problemov v praksi. Čakajte, sam nekam presenetljivo samozavestni delujejo. Čakaj, kaj zdaj? Aha, evo, da vidimo. Ok. Vaši učitelji morajo biti nad vse zadovoljni. Pišejo teste in so tako, ok, ne, če to, potem to. Ok, uspelo vam je. A ga pa lahko zdaj sam prepeljete nazaj po tleh, tako da se kolesa peljejo sam do sem. Sam vrnite mi ga nazaj, prosim, tako da sta obe gumi na tleh do semle. Aja, zdaj imamo večjo težavo pri obračanju. Ok, pazite, da ne boste koga poškodovali. Joj, dobro. Ali sebe, koga ali sebe. Evo, zdaj ga pa sam prepeljte do sem za konec, ja, to je to. Lejte kako... No, to je pa vzorno, bravo. Dajmo jim zaploskati. Hvala, vrhunsko. Zahvaljujem se vam, lahko se usedete. Če kdo želi poskusiti kolo, bo potem, opala, če bo ostalo celo še z nami. Mi pa zdaj nadaljujemo do zaključka. No, še jaz se malo lovim z njim. Takole. Se vidi, da ste uigrani, nimam ok. Še enkrat vam čestitamo in vam želimo veliko zanimivih izzivov tudi v nadaljnje. Preden pa na oder povabimo še oba predsednika in zaokrožimo današnjo prireditev, dovolite čisto zadnjo besedo še Robertu Petanu, ki je ves čas z nami v ozadju, zdaj pa bo oder njegov. Da še pojasnim, zakaj sem jaz danes tu in kako je prišlo do tega najinega sodelovanja. Ampak on je imel številke, jaz imam pa ritem. Zadnjič glih sem čatal z botom in bil v fazonu, ko me kliče nek starina kar po telefonu. Pravi, da bo vodil prireditev za učence, ki so v informatiki brez vsake konkurence. Da bi spisal eno pesem, če bi o tem kaj vedel. Nik je res model, zato sem itak rekel v redu. To pa res ne bo problem, kaka domišljija, če imam Google in še mnoga ChatGPT-ja. Čez napisat kodo in domače vam naloge, bo okoli ene pesmice že tekel kroge. Če lahko spiše dizertacije in doktorate, menda bo pa lahko povzel, kar danes vidle imate. Pa mi hitro je dal vedet, Robi, ne ga lomit. Prej napisal boš cel song kot en dost dober prompt in če že slučajno skine delček vsebine, ni teorije, da pokuži še slovenske rime. Pa sem vseeno probal, a odnehal sem takoj, ko začel je rimat informatika na stroj. Potlej sem kot v pradavnini odprašil brskalnik in Niku sem pošiljal vprašanja v nabiralnik. Znanje informatike, kaj sploh to pomeni? Da v e-asistentu si zamenjaš lahko ceni? Ali da lahko rešeraš story brez da te kdo tega? Ali na babičinem kompu gamat čist brez lega? In mi je predstavil ACM, to organizacijo, z bobri se pripravljajo na digitalizacijo. 30.000 bobrov. Koliko bi jih rabili, da čez reke se potegnejo optični kabli? Koliko bobrov rabimo, da potegnemo optične kable čez vse reke po Sloveniji? To ni podatka? Ne, preračunavam. Zdaj, a to pomeni, da bodo na Savi do oktobra bivali vsi, ki danes so prijeli bobra? Sej mi je všeč zunaj, a je boljša moja hiška. V tem primeru bi osebno raje prejel piška. Mi v osnovni smo si največ tekstali RTM. Zdaj v Pythonu in C-ju rasturajo RTK, sem poskušal razumeti kaj, ampak stari VTF. To gre bolj še dlje, na faksu sem sam rekel UPM. Če bi imel računalništvo in informatiko v šoli obvezno, lahko bi ukinili celo matematiko. Veš, koliko manj bi bilo računanja, učenci, učenke, če namesto vseh številk bi imeli sam nule in enke? Tudi slovenščine ne rabimo, če smo čisti iskreni. Sej kodiranje je težje kot vsi stavčni členi. In tudi športna vzgoja ne bi več moči imela, ker bolj za švicaško ne veš, zakaj koda ne dela. Važno je, da v dobi informacij nisi lutka. In zato skrbijo naši Bober, Pišek, Putka. Svet vrti se skoraj iz tedna v teden vse hitreje,
rastejo vsi benchmarki, podirajo se meje. Zdaj, vse to super, a še taki speksi in odzivnost najbolj nam koristi, ko je glavna kreativnost. In vse znanje v vaših glavah še najbolj zasije, ko dela v službi vaše domišljije. Najlepša hvala. Hvala Robert. S to iztočnico dovolite, da na oder povabim še doktorja Ljubčo Todorovskega, predsednika ACM Slovenije. Lepo vabljeni na oder. Vsa kolesa in kocke smo že pospravili, tako da brez skrbi, zdaj je varno. Povejte, a vas lahko za začetek vprašam, še mikrofon dobite, kako je vam spremljati podelitev najboljšim? Okay, jaz sem v bistvu zelo vesel. No? Vesel sem, več delov mene je vesel. No? Prvi del, ki je vesel, je profesor računalništva na univerzi. Veselim se vseh teh učencev, ki smo jih danes videli, in vseh teh, ki jih nismo srečali, pa so se udeleževali teh tekmovanj. Vesel po tej plati, da jih bom lahko učil in seveda, da jih bom izval z nalogami, ki bojo teže kot ta tekmovalna in skratka. Drugi del mene je znanstvenik z področja računalništva in tle vidim v tej dvorani gotovo bodoče sodelavce in sem zaradi tega izjemno tudi vesel. In to je drugi del mene. Tretji malenkostni del mene je še predsednik ACM-a in tle pa moram reči, da sem izjemno vesel, da si to delimo, ta dogodek z podjetniki z te panoge, ki pravzaprav bojo tudi videli tlele svoje inovatorje in razvijalce v bodoče, tako da evo, to je moje veselje, poglavitno veselje. No. Odlično, najlepša hvala. Preden besedo predamo še gospodu Zorku, imam za vas še zadnje eno hipotetično vprašanje, ki si ga lahko privoščimo, glede na to, da smo na koncu prireditve. Kaj je, če bi lahko v Sloveniji spremenili karkoli, kaj bi bila največja želja ACM Slovenije? No, torej, želja je ACM Slovenije, jo bom tako, najprej spet bom začel, ne vem, s tem egoistično od sebe, no. Jaz sem slišal, takrat sem se komaj rodil, da leta 1971 je v Sloveniji so potekale prve ure v srednjih šolah iz programiranja. Pisalo se je leto 1971, jaz temu nisem bil priča iz mogoče očitnih razlogov. Potem, konec 80-ih let sem se odločil preseliti v Slovenijo, zato ker je Univerza v Ljubljani bila ena od prvih univerz, ki je ponujala celoviti program računalništva. Torej, Slovenija je bila pionir na področju uvajanja računalništva v izobraževanje. Želim se, da se tam vrnemo. Zdaj nimamo več primata, ne v Evropi, ne širše v svetu, nimamo niti obveznih predmetov ali pa obveznih vsebin v osnovni šoli, za silo jih imamo v srednji šoli in vse to, kar smo videli danes, sloni na entuziazmu parih ljudi, ki jih vidimo tukaj in še več teh, ki jih ne vidimo, in to so mentori, ki pripravijo te študente, ampak kot rečeno, če bi si želel kakšno Slovenijo, bi si želel Slovenijo, ker bojo te vsebine z področja računalništva in informatike redni program šolski. Odlično, najlepša hvala. Zdaj pa gospod Igor Zokor, predsednik upravnega odbora Združenja za informatiko in telekomunikacije ter podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije, zaključuje s sklepnimi mislimi. Ja, te sklepne misli so glede na čete in te izzive in vse skupaj zelo zahtevne, ampak mogoče jaz bi poudaril, da se vsi učimo od vas. To se pravi, mi moramo dojeti tudi ostali podjetja, sistem šolski, kaj je tisto, kar potrebujete, kaj je tisto, kar vam bo pomagali, da boste lahko pravzaprav v življenju uspešni, kaj je tisto, kar vam boste naredili drugačne, boljše in predvsem zadovoljne pole življenju. Jaz bi podprl to, da mi se trudimo vsi skupaj, to se pravi na političnem in gospodarskem in šolskem področju, da bi te predmete računalništva informatike dobili v vse programe obvezne. Zdi se nam, da je izredno pomembna pismenost. To se pravi, da tako, kot znamo brati, čitati, računati in tako naprej, da vsi lahko govorimo tudi ta jezik in da se med sabo razumemo in da so na tem področju pametni. Zdaj bom mogoče še enkrat v imenu Gospodarske zbornice, v imenu združenja zahvala vsem tekmovalcem. Veseli nas, da je zavest, da so ta tekmovanja pomembno, da je to področje pomembno, da je prisotna in da je taka število z pomočjo mentorjev in celega združenja, tako število učencev se udeležilo teh tekmovanj in z veseljem rešuje te probleme in nadaljuje pravzaprav pot tudi v tej naši sferi. V Sloveniji
Ne vem, če se zavedate, smo ena od držav, ki ima največje število informatikov na področju, ki dela v gospodarstvu, tako v firmah, ki so čisto IT firme, kot v firmah, kot so banke in podobno. In smo celo, imamo večjo gostoto, pa več teh računalničarjev, kot recimo Estonija ali pa podobne države. Bi pa opozoril, da moramo se držati te poti, da smo boljši vsak dan, da nas izzovete tudi firme in da pravzaprav pridete do nas in skupaj pravzaprav ustvarjamo nove produkte, nove programe in nove uspehe na svetovnem trgu ali pa v Evropi. Tako da hvala. Odlično. Ja, seveda. Ja. Samo še eno stvar. Danes pravzaprav začenjamo z naslednjim začetnim krogom UPM tekmovanj, tako da mogoče še to, tako da letošnja tekmovanja se že začenjajo, to je sporočilo tudi. No, jaz sem pa še eno nalogo in to je, da upozorim, tle vidite ene balone in ustanovili smo pravzaprav pod pokroviteljstvom Združenja za informatiko in telekomunikacije nek webpage, nek kanal, na katerem bomo skušali povezovati in promovirati tekmovanja, za katerega smo tudi danes tukaj, objavljati različne vsebine tudi z evropskega in nacionalnega nivoja na temo tekmovanj, tem računalniške informatike, znanj in podobnega, tako da bomo skušali tudi povezovati podjetja in vas in to šolsko sfero, raziskovalno tudi, da ne bomo pozabili, ne samo šolsko. Tako da vabljeni z nasveti, z pripombami, z sodelovanjem in z branjem pravzaprav teh naših novih vsebin. Tako da Odlično. vabilo. Če se ne motim, je še ena malenkost, ki jo imamo tu za zaključek, tamle ob strani se sveti. Mislim, da ima gospod Zorko še to čast. Jaz imam še eno nalogo. Danes je bilo cela ta naš dogodek, je bilo na temo vas, ki tekmujete in tisti, ki ustvarjate ta tekmovanja. Jaz bi se pa v imenu združenja zahvalil Andreju, tako Andrej te vabim na oder. Znotraj moramo se zavedati, da Andrej ni samo aktiven kot organizator, promotor, sodelavec na fakulteti, v združenju in tako naprej, ampak nas izredno spodbuja tudi vse ostale, v digitalni koaliciji, na Akademiji znanosti in umetnosti. Pravzaprav porablja ogromno enega časa in energije za to, da promovira to naše sodelovanje, razvoj tekmovanja, razvoj informatike in računalništva in vseh tem, ki so s tem povezani. Tako da letos mi imamo na Združenju za informatiko letne nagrade za sodelovanje na tem področju in zato smo te tudi nekako podelili to nagrado, Zidko, to se pravi nagrada Združenja za informatiko in telekomunikacije in pa te nekako postavili v nek pedestal, da si promotor, ambasador pravzaprav teh misli in tudi mladih v tem našem digitalnem okvirju. Tako da evo, klele. Čestitke. Kot vidite, gospod Brodnik ni bil seznanjen s tem delom in je zdaj, kot se spodobi, presenečen. Ne samo presenečen, tudi več kot presenečen. Prosim, ta nagrada, ki je tukaj, je težka. Je težka naloga za prihodnost, da bomo še bolj skupaj delali. To ni nagrada samo za mene, ampak je nagrada za vsakega člana naših programskih svetov, za vsakega mentorja, za vsakega med tistimi, ki sedite tukaj, za vsakega tistega, ki ga v šoli spodbujate, da se bo seznanil s to prečudovito prihodnostjo, ki je pred nami, digitalna prihodnost, ki je brez računalništva in informatike preprosto ne bo. Pa karkoli bomo počeli v življenju. Matematiko, geografijo, umetnost, inženirstvo, karkoli. Hvala lepa še enkrat in verjamem, da bomo skupaj še v tej smeri naprej porivali, da se bo konec koncev je to prihodnost za vas. Hvala. Hvala, iskreno. In imate pravico, da mi je, dragi mladi. Odlično. Čestitke. Najlepša hvala, gospod Zorko, čestitke, gospod Brodnik in hvala tudi, gospod Todorovski, za zaključne misli. Prišli smo do konca.
Na koncu dovolite, da omenim še vse podpornike, ki so omogočili današnjo prireditev. Prav je, da se zahvalimo tudi njim. To so A1, Crea Plus, Crea Plus, Huawei, S&T Iskratel, Setce, Telekom Slovenije, Špica, ZZI, Žejn ter X-Lab. Za dobrote, ki jih boste okusili, so poskrbeli Don Don ter Ljubljanske mlekarne in Branjevka. Hvala pa tudi spletnemu podporniku Pasadeni Generator. Zaploskajmo še njim. Največja in najlepša hvala pa vsem vam, ki ste danes prišli na podelitev. Še enkrat iskrene čestitke vsem, ki ste prijeli priznanja. Upamo, da ste na tekmovanjih uživali vsaj tako, kot zdaj na tej prireditvi. Energija je bila čudovita. Da bo spomin še lepši, vas vabimo, da se še malo zadržite tule na pogostitvi in kakšno rečete s kolegi, s kolegicami, pozdravite mentorje in dogodek zaključite v slogu. Hvala! Tako.